A imajo te, no pa tako rekel, imajo te intervencije tudi kakšen vsem nek globli pomen, a je tukaj, omenil si rock'n'roll, a je kaj odzad revolucionarnega? A ti misliš, da je rock'n'roll kaj v zvezi z revolucijo ali kaj? Bil je vsaj, ne, v nekem obdobju. To je že precej mrtvo, ne? No, ali je mrtva tudi to vrstna... Nima potencijala, veš, da bi se na njo slehernih obesil, ne, da bi črpal energijo, ne. Simbolike nima na ta način, ne. Ma pa recimo za omejeno druščino ljudi, ki pač vsem se tle dogajajo, ne vem, meni se zdi v večji meri, kot kje drugje, kakšne take aktivistične drže ali pa ritual. Mislim, rituala pa jih ni, ne. Vsebina je nekako, vse omenja to, ne. Socialni aspekti, želja po razumevanju, kako stvari delujejo, ne, želja po spreminjanju stvari, ne, hekerstvo, ampak rituala pa res ni, ne. To recimo zdajle uvodni koncert ali nastop ali performance je bil ritual, ne, sam ritual je po moje treba kar malo reducirati. Nekoč so bili bojevniki. Pa se je tle sploh spremenil? Nič. Von je isti. Isti tipi, tako kaj vidim, tako da nič kaj neki blazno posebno novega, no se mi zdi. No. Radio študent kot radio študent. Ne. Kaj smo danes zelo zveštili? Fokus, hokus pokus, Behold the Arctopus, Blooded Science, Smrt. Ja, kakšni so občutki? Kako si se imel? Super sem se imel. Tako, bi še ne. Sej, ni toliko dolg nazaj, ker sem nazadnje v programu govorimo na radiju, 5-6 let. Tako da fajn. Sam preveč je enih prispevkov, nimaš piker prostora za svojo kreativnost. Nič, zelo malo. Imaš v jutranjem programu? Ja, jutranji program. Jaz imam svoj jutranji program zdaj. Mislim pa, da bo RŠ, upam, da bo pač obstal tle, mogoče se bo moral vrniti v eno klet, kar mislim, da bi mu bolj nekako sodlo po obleki, da gre spet tja v klet, tle, ki gleda tako z višine, se mi zdi, da je preveč tako vzvišen. Mora iti dol, mora biti v kurcu, mora biti v gnoju, mora biti v garbiču, mora biti v kloaki, mora biti bojemski in pol bo vse super. Ampak ne prikle. Nisem tega rekel. Ok, komu zvoni zdaj po koliko časa? Ne vem, kdaj se je nehal. Začeli ste je 2002, ne, 92, ne, na tem 90. Jesen 92, pa je pa po moje kaj, ne 2-3 leta, ne 2 let recimo. Ja, 15 let, ne, 15 let. Okoliščine so bile zdaj iste podobne, kakšne? Ja, valjda isti poslušalci, ne, so klicali. Isti klicatelji, ne, ravno tako zmaga ženske na koncu, ne, tako kot je običajna praksa. Tako da ja, ne, v bistvu se nič ni spremenilo. Skratka, hočem reči, da sem prišel na radio takrat, ko sem začel študirati, oziroma, da je bila to moja želja in večkrat rečem, kolikokrat pa imam sploh priložnost kaj reči, ne, da sem pravzaprav prišel v Ljubljano zaradi tega, ne zato, da bi študiral, ampak zato, da bi enkrat delal na Radio Študent. To je bila moja želja že iz gimnazijskih dni. In ta se mi je tudi uresničila tam nekje v drugem letniku. Sem bil, se pravi, tam 84-85, ko je bila audicija, prek audicije sem prišel, takrat je bila Nada Vodušek, pa Matej Rus, sta bila ta glavna in sta me vzela in naučila vse, kar je bilo treba in pa sem bil na radiju tam do 90 leta. Bi se še kdaj vrnil v eter, recimo tako, da bi delal vsaj enkrat na mesec ali pa enkrat na pol leta? Na pol leta se sliši lepška na en mesec, ja. Pa ne, da bi bila kakšna averzija proti delu, ne, ampak enostavno
urnik enega tazga starega prca, ki sem jaz, je to v bistvu kar naporno stisniti. No. Se vprašanje, zakaj smo sploh prišli, ne? Kaj nas vleče v ta past Radia Študent? Ja, no, povej, no. Ne vem. Ne veš. Ja, tako, bližamo se tisti odprti jami in pa si rečemo, treba izkoristiti, treba iti še zdaj, dokler nas ne potegne v zemljo, recimo. Po mojem je to malo tega. Torej, ne vem, kako bi ocenil kondicijo teh starih špikarjev, ki se ta teden na poligonu spet prakticirajo. Super so, ne, ker so prišli takole zarostani, ne, in zdaj vidijo, kako je delati, ne, in bojo naši mali bojo dobili samozavest, ne, ker so tele malo v kurcu že vsi zarjaveli in polni nekih vajkarda, valvazorstva in podobnih zadev, ne, tako da prav fajn, no. Vse obnesajo. In kje je Radio Študent danes? Kdo sestavlja njegovo ekipo, kako krmarijo posamezna uredništva, kdo proizvaja nove miselne akrobacije? Se mi najprej predstavi, Živijo. Živijo, jaz sem Ivan, en mlajši špiker na Radiu Študent. Star sem manj kot 30. Super. In še mi ne rastejo brki. Yes. A mi lahko poveš, kako izgleda, mislim, kako je biti špiker na Radio Študent, kaj pa še v nek tvoj opis nalog, mislim, malo mi opiši, no. Biti špiker na Radio Študent pomeni imeti izredno dinamičen posel, v tem smislu, da vedno nastopaš z drugo posadko, ker se pač vsak teden določajo timi teh glasbenih opremljevalcev, tehnikov in špikerjev na novo. Vedno predstavljaš neke nove vsebine, kar se tiče tekstov in seveda vedno tudi sam podajaš neke nove vsebine, tako da niti enkrat vsaj naj se ne bi zgodilo, da bi bila stvar enaka, da bi bila v tem oziru dolgočasna. Časa si že ti na Radio Študent in kaj natančno počneš, če nam malo pišeš? Na radiju sem že 4 ali 5 mesecev, kar je že kar dolg. Počnem pa to, kar počnejo tehniki. Delam z mešalkom, miksam komade, rolam oddaje, ki jih pripravijo, to je to. Mi lahko poveš, kako izgleda delo v aktualno-politični redakciji, kaj vse moraš početi, kako se pripraviš, kaj pripravljaš pravzaprav? Ja, delo je predvsem ažurno, ne, torej biti ažuren v tem, kar se dogaja in za tega moramo slediti dogajanju in v tej mainstream sceni, ne, pa seveda, kar je pa naš glavni domač prostor, tudi v undergroundu, kako se že temu prostoru reče, tem gibanjem. Seveda pa je naše delo v glavnem v tem smislu, da vse te novice, ki dnevno prihajajo na dan, umestimo v nek normalen okvir, v nek realen okvir, ne pa politično objektiven ali pa politično korekten okvir, ampak v takšen, da je razumljen, takšen, kot v resnici je, ne popoln absurd, kakor smo danes priča vsakodnevnih novicam, ki so absurdne. Eto, zdaj smo začeli recimo s tem projektom v kapelici streamati dogodke, tudi video na spletni strani. Ne mislim, da se bo Radio Študent razvijal v neko televizijo, ne? Nekako, ko smo razmišljali o tem projektu, da on še naprej bo ostal radio, vendar radio sliko, kaj ni isto kot televizija, ne? Da ne bo nikoli obstajala neka radio televizija Študent, ampak to bo recimo televizija Radio Študent. Kaj, enostavno bomo snemali neke dogodke, prenašali, mogoče razmišljamo tudi o razvoju te spletne strani, ki bi više tako bila portalska, recimo, da so posebne strane za kulturo, da se bere kot časopis. V tom nekom smislu na internetu vidim precej nekih možnosti razvoja. Radio Študent ostaja to, kar je vedno bil. Neodvisno in nekomercialno javno občilo tudi po 40 letih obstoja. Brez prave konkurence. Ne verjamete? Nič lažjega. Preklopite na frekvenco 89,3 MHz. Kateri gumb pa pritisnem?